Danes boste spoznali pesem Nika Grafenauerja z naslovom Ušesa. Pesem je zelo zanimiva, zato verjamem, da vam ob njej ne bo dolgčas. Naloge sproti rešujte in jih zapisujte v zvezek. Tudi tokrat vam vprašanj ni potrebno prepisovati, pomembno pa je, da odgovore zapisujete v celih in pravopisno urejenih povedih. Prav tako ne pozabite na zapisovanje naslovov. Veliko veselja pri delu. Za začetek imaš pred seboj razpredelnico s 5 stalnimi besednimi zvezami. Vsaki izmed njih nekaj manjka. Tvoja naloga je, da ugotoviš, kaj je tisto, kar manjka, potem pa razpredelnico zapišeš v zvezek in prazna mesta zapolniš z ustreznimi besedami. Na desni strani je vsaka stalna besedna zveza razložena. Če vseh ne poznaš, si pomagaj s starši, brati, sestrami, lahko pa pogledaš tudi na internet. Ko boš imel ali imela celotno nalogo narejeno, pa svoje rešitve preglej z mojo razlago. Stalne besedne zveze vam verjetno niso povzročale preveč težav, zato si jih sedaj preglejte. Sigurno ste že kdaj vlekli na ušesa. Recimo, ko sta se ati in mami kaj pogovarjala. Torej, vleči na ušesa pomeni prisluškovati. Naslednja, do ušes odpreti usta, pomeni, da svoja usta odpremo zelo na široko. Na primer takrat, ko zehamo. Ali takrat, ko smo zelo začudeni. Ko ste zaljubljeni do ušes, ste zelo, zelo močno zaljubljeni. Torej, biti zaljubljen do ušes. Kadar imate gluha ušesa, nočete ničesar slišati, ne upoštevate stvari, ne upoštevate ukazov. Prepričana sem, da to od staršev večkrat slišite skoraj vsi. Torej, imeti gluha ušesa. Kadar pa sedimo na ušesih, to pomeni, da ne poslušamo dovolj pazljivo ali sploh ne poslušamo. Nekdo nam nekaj govori, razlaga, mi pa smo s svojimi mislimi popolnoma drugje. Zadnja stalna beseda je torej bila sedeti na ušesih. Niko Grafenauer, ušesa. Ušesa so kamrica sluha. Lahko so zelo poslušna, lahko so gluha ali pa le naglušna. Tista najbolj zvedava ne prislišijo nikdar ničesar. Kot kakšna prisluškovalna naprava vlečejo vse na ušesa. Včasih v ušesih zvoni, da odmeva po celi glavi. Takrat se glava jezi, ker zvončka nihče ne popravi. Če si počitka želijo, ušesa ne ležejo spat. Samo na ušesih sedijo in ne odpirajo vrat. V ušesnih veščinah veljajo za čudo nad vsemi čudesi taka ušesa, ki znajo striči z ušesi. Le nekaj ne gre in ne gre ušesom v glavo. Zakaj se jim vsi smejijo, če slišijo rasti travo? V nadaljevanju sledi razlaga posameznih kitic. Kitico si najprej natančno preberi in odgovori na vprašanje, ki sledi. Vprašanj ti v zvezek ni potrebno prepisovati, pomembno pa je, da v zvezek označiš zaporedno številko kitice in na odgovor odgovoriš v celi in pravopisno urejeni povedi. Prva kitica. Ušesa so kamrica sluha.
Lahko so zelo poslušna, lahko so gluha ali pa le naglušna. Prvo vprašanje, povezano s to kitico, je: zakaj po tvojem mnenju pesnik ušesa imenuje kamrica sluha? Spodaj piše, da je kamrica zelo majhna soba. Pomagajte si s tem podatkom in ugotovite pravilen odgovor. Naslednje vprašanje pa vas sprašuje: kaj pomeni, da so ušesa lahko poslušna, gluha ali naglušna? Ugotovite, če so tudi vaša ušesa kdaj poslušna, kdaj gluha, kdaj pa le naglušna. Kitica. Tista najbolj zvedava ne preslišijo nikdar ničesar. Kot kakšna prisluškovalna naprava vlečejo vse na ušesa. Če ušesa vlečejo vse na ušesa, že veste, da to pomeni, da želijo slišati nekaj, kar ne bi smela, ali da prisluškujejo. Kakšna pa so zvedava ušesa? Kaj po vašem mnenju takšna ušesa slišijo? Za pomoč pomislite. Kdaj ljudje nekomu rečejo, da je zvedav? Takrat, ko ga zanima popolnoma vse, ali takrat, ko ga ne zanima nič? Če v pravilnost svojega odgovora niste prepričani, vprašajte starše. Sigurno bodo vedeli pravi odgovor. Tretja kitica. Včasih v ušesih zvoni, da odmeva po celi glavi. Takrat se glava jezi, ker zvončka nihče ne popravi. A tudi vam kdo kdaj reče, da mu zvoni v ušesih? Kdaj se to zgodi? Takrat, ko je vse tiho ali ko je vse glasno? Kdaj pa se glava jezi? Kdo je takrat jezen? In kateri so lahko tisti razlogi, da je naša glava jezna? Četrta kitica. Če si počitka želijo, ušesa ne ležejo spat, samo na ušesih sedijo in ne odpirajo vrat. Kakšna so po tvojem mnenju in po tvojem razumevanju ušesa v četrti kitici? Kaj pomeni, da sedijo na ušesih? A ti to kdaj počneš? A ti mamica ali oči ali učitelji kdaj rečemo, da sediš na ušesih? Peta kitica. V ušesnih veščinah veljajo za čudo nad vsemi čudesi taka ušesa, ki znajo striči z ušesi. Kaj pomeni, da ušesa strižejo z ušesi? A znaš to tudi ti? Poskusi. Šesta kitica. Le nekaj ne gre in ne gre ušesom v glavo. Zakaj se jim vsi smejijo, če slišijo rasti travo? Ste vi že kdaj slišali, da je nekdo nekomu rekel, da sliši rasti travo? Veste, kaj to pomeni? Če ne veste, vam bom tokrat pomagala z odgovorom. Vi pa ga zapišite v zvezek. Torej, trava raste tako neslišno, da je mi vsekakor ne moremo slišati. S tem se strinjate, kajne? Torej, en pomen izraza, da slišimo rasti travo, je ta, da res zelo, zelo dobro slišimo. Drug pomen
pa je ta, da nekdo sliši stvari, ki jih v resnici sploh ni, da si stvari domišlja, da je malce nor, malce prismuknjen. Pogosto je zaradi te značilnosti posmehovan. Glede na to, da smo vsako izmed kitic natančno razložili, vam verjetno ne bo težko ugotoviti, koliko kitic ima pesem in pa koliko verzov je v posamezni kitici. Odgovor zapišite v zvezek. Za skorajšnji konec te čaka še ena naloga. Te naloge ti ni potrebno zapisovati v zvezek, a vseeno želim, da jo narediš. Na tej strani imaš stalne besedne zveze, ki so označene s črkami od A do H. Na njihovi desni strani pa so razlage. Te so seveda pomešane. Tvoja naloga je, da ugotoviš, katera razlaga spada h kateri stalni besedni zvezi. Šele ko to storiš, obrni stran naprej in svoje odgovore preveri. Današnja ustvarjalna naloga je namenjena vsem in je za vse obvezna. Želim, da napišeš pesem o kakšnem drugem delu telesa in mi jo pripneš v spletno učilnico. Naj ima vsaj 2 kitici. Želim ti veliko zabave in smeha ob tvorjenju verzov.